Ja, timijan je ena najbolj zdravih zelišč. Jaz sem Miran Kavčič iz Železnikov. V naselju Log že več let urejam zeliščni vrt, ki ga z leti dopolnjujem in še naprej bom dopolnjeval. Najprej sem začel gojiti zelišča samo za sebe, ampak ker je bilo toliko zanimanja ljudi za ta naš vrt in za ta zelišča, sem odprl vrt tudi za druge obiskovalce, tako da ta vrt lahko obišče vsakdo. Imenuje se ta vrtni timijan, ki je pa gojen in ta zraste v višino tudi do 30 cm, obseg ima pa tudi do 50 cm. Timijan je antibakterijsko in protivirusno deluje in ga največ uporabljamo pri kašlju, bronhitisu, aftah v ustih, potem pomaga tudi pri črevesju in želodcu, ker nam uničuje parazite. Najboljše raste na kamenju in bolj na pesku. Rad malo pomrzne pozimi, ga je treba majhen popaziti. Drugače pa kot vse rastline zdravilne, skoraj vse rastline, je isto kot timijan, ga je treba porezati, ko začne cveteti. Se pravi, če mi to timijan dobimo tudi, vrtni timijan dobimo v vrtnarijah in prvo leto ga lahko režemo samo enkrat, drugo leto ga pa lahko poje še dvakrat in to ga režemo od konca maja pa kaj do septembra. Strižemo 5 cm od vrha dol, od vrha proti koreninam, ne rezati te lesene dele, ker pač s tem poškodujemo rastlino, pa še v lesenih delih ni nobenih učinkovin. Potem, ko to narežemo, smo rekli obvezno s košaro, prenesemo domov, potem narežemo, da se ta timijan, te snovi boljše izločijo. To damo v kozarec, lahko pa da še tle povem približno za tinkturo, kak naj bi bil približen recept. To ni moj recept, ampak to je še splošen recept. Če delamo tinkturo, delamo 80% alkohola, pa 20%, če delamo iz svežih, 20% rastlin. In ko napolnimo kozarec, ne smemo do vrha napolniti, ampak raje delamo večji kozarec in da lahko to zadevo potem pretresamo. To postavimo na svetlo, ne na sonce, prostor, lahko v kuhinjo, lahko v klet, na sobno temperaturo in vsak dan pretresamo. Če vidimo, da nam slučajno začeli koščki timijana iz alkohola gledati ven, potem moramo še malo to zaliti. In to pretresamo 3 tedne, po 3 tednih precedimo, res potem nazadnje ožamemo, ker tam vtisnemo noter je največ hranilnih zdravilnih snovi, potem pa pretočimo v temno steklenico, damo v temen prostor, hladen, za našo uporabo pa pretočimo v kapalke, v stekleničko s kapalko in potem od septembra, vam priporočam, od septembra do marca, aprila, vsako jutro, ko umijete zobe, vzemite še 20 kapelj timijana, ga daste v kozarec, zalijete s toplo vodo, popijemo en požirek, damo v usta en požirek in ga gramo in izpljunemo. To ponovimo 3-krat, ta četrtič pa timijan popijemo, to tinkturo popijemo in da še izperemo ta požiralnik do zapiralke. In iz mojih izkušenj vem, da ne boste zboleli.